Naslov sem dal, sprememba se lahko začne pri meni. In sicer zato, ker to res verjamem in ker se mi zdi, da je to danes ena taka glavna stvar, ki jo ki jo moramo tudi kristjani slišati. Zdaj ne vem točno, a bo s tole lučjo v redu, a boste videli ali ne. Da jo bom ugasnil. Po drugi strani je zaradi snemanja slabš, ampak kakorkoli. Par stvari, recimo, kam gre ta svet, ne, sem nanizal. Evtanazija recimo postaja nekaj normalnega, nekaj, s čimer se kot družba skoraj ne ukvarjamo več, zdaj po tem referendumu. Se mi zdi, da sta obe strani referendumski kar malo to potlačili v podzavest, malo dali na stran, in da se zdaj kar nič ne pogovarjamo več o tej tako pomembni stvari. Potem imamo težave z globalnim segrevanjem, ki jih tudi na različne načine čutimo, čist po povprečnih temperaturah. Vi ste bili še posebej lani, zdaj ne bom šel v teorije, a to je posledica ali ne, prizadeti s poplavami. Na drugi strani, poleg vsega tega, imamo pa tudi na drugi strani neko zeleno pretiravanje z zelenim prehodom. Imamo dve skrajnosti, mogoče oziroma eno dogajanje in pa en odziv ljudi, z nobeno od teh dveh stvarnosti, saj jaz osebno nisem toliko zadovoljen. Potem bi lahko nas skrbelo tudi, kakšne konflikte imamo na svetu, vse novo nastajajoče vojne in ostali konflikti, vsi voditelji, s katerimi ki se jih kar malo bojimo morda, ki imajo veliko moč. Potem bi lahko govorili tudi o neslutenem razvoju digitalnih tehnologij, robotike, umetne inteligence. Meni se še posebej zdi kot bivšemu računalničarju zanimiva umetna inteligenca, ker je prva taka tehnologija digitalna, ki res jemlje poklice srednjemu sloju, izobraženim ljudem. Ne več tako kot robotika, samo tistim, da zamenjaš ročno delo z robotom, z eno digitalno tehnologijo, ampak da zamenjaš intelektualno delo z neko digitalno tehnologijo. Sej tudi razni izračuni pa to so to že naredili, ampak se mi zdi, da je zdaj to še posebej zarezali v trg dela ali pa še bo. Potem ena stvar, ki nas najbrž lahko skrbi, je tudi družbena polarizacija, da s človekom, s katerim sem mogoče še 10 let nazaj govoril, popolnoma normalno, sem pol, ne vem, na Facebooku videl, kakšne komentarje ima, kaj si misli, in danes z njim kar ne upam več tako prosto govoriti. Postajamo vedno manjše skupinice, postajamo vedno bolj mikro debatne enotice, tudi znotraj krščanstva, ne le med kristjani in ostalimi, ampak tudi znotraj, recimo, med samimi kristjani imamo veliko polarizacije. Imamo tiste, ki bi vse v mavrico odeli, imamo tradicionaliste, imamo tiste, ki so za sinodo, imamo tiste, ki so proti sinodi, in še mnogo drugih delitev črt, ki nas delijo, bi lahko potegnili. Potem morda nas skrbijo tudi digitalne zasvojenosti z vsemi temi nekemičnimi oblikami, ki našo mladino in tudi nas pahnejo iz dneva v dan v manjšo občutljivost, v manjši fokus, v manjšo osredotočenost, v manjšo produktivnost in pa tudi v zavajanje misli. Mobilni telefoni so res to naredili dostopno. Včasih si se mogel vseeno za internet usesti, za namizni računalnik, danes ga imaš vedno v žepu. In pa najbrž tudi nek nov moralni red, fotografija iz otvoritve olimpijskih iger, ki je zbudila veliko prahu. So mnenja različna, ampak v osnovi so se mnogi prepoznali, in je to postalo kar normalno in se nam zdi po svoje, da skoraj kot kristjani nekega resnega udarca s strani družbe niti ne moramo več dobiti, da zdaj smo pa res že tako dosti vsega navajeni.
Nalašč sem dal po tem uvodnem tarnanju na naslednjo drsnico fotografijo iz tiste reklame Slovenija moja dežela, ki je bila tudi zame, ko sem tam koliko sem bil, 10-letni mladič, gledal te stvari in potem še v nadaljnih letih, ko se še takrat v živo spomnim, kako me je ta spot navduševal. Nisem se pa še nič zanimal za politiko, niti razumel na politiko ali kakorkoli, ampak se mi zdi, da je bilo nekaj tazga, sanjalo se je. Sanje so bile, ki jih zdaj ni več, zato sem jaz dal tole, mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. To sta rekla učenca na poti v Emaus, tistemu neznancu, ki ju je spremljal, ki se jima je pridružil. Lej, pa toliko je dobro izgledal ta 3 leta, mi smo pa videli, da tole bo pa se dobro rešil, da to bo pa ena taka lepa, veličastna stvar iz tega nastala. In podobne občutke imam sam tudi v zvezi z Slovenijo in slovensko družbo in tudi politiko. Leta 1991, sem bil ravno v času vojne, sem zaključil osnovno šolo, ampak enostavno me te stvari takrat še niso zanimale, ampak čutil pa sem celotno družbeno okolje z vsem tistim nabojem za pozitivne spremembe. Mi pa smo upali, zdaj po ne 3 letih, ampak 30 plus letih, pa imamo to, kar imamo in smo razočarani, podobno kot sta razočarana bila učenca na poti v Emaus, in gremo nekam stran, mogoče v svoje telefone, mogoče v svoje delo. Tudi mnoge duhovnike srečam, ki rečejo, jaz se ne bom več ukvarjal, sam s svojo faro se bom ukvarjal, nič drugega, nič več višjega. In podobno tudi mi, družinski očetje, družinske matere, to je to, moja družina, kaj drugega širšega pa se rajš ne bi, ker sem razočaran in ker ne verjamem in ker bojo zlorabili in tako naprej. V demokracijo tudi že počasi dvomimo. Vedno več glasov se sliši, da ta demokracija ne špila, da to ni najboljši sistem, mnogo se jih zavzema na en stran za razsvetljeni absolutizem, da je to najboljši sistem, drugi za demokratični socializem, ki je tudi nek razumljiv odziv na vse večje, razumljiv mene osebno ni, ampak je pričakovati tak odziv na vse večje socialne razlike med ljudmi in tako naprej. Lažne novice to demokracijo tudi uničujejo s tem, ko se je opazilo, da se da prek socialnih omrežij pa prek drugih medijev sprogramirati velike glave velikih množic ljudi, da vsi na isti način razmišljajo. So pač tudi te teze, da je Brexit bil povzročen tudi malo takega inženiringa, pravim ljudem ob pravem času pravo informacijo dati in saj veste, ko imaš ti velik vzorc statistični, takrat se vsak človek je čudovit posameznik, edinstven, ampak ko pa daš milijon teh čudovitih posameznikov na kup, se pa določeni vzorci že začnejo ponavljati. Imaš pa že dovolj dober vzorc za marsikakšno raziskavo in posledično tudi za marsikakšno manipulacijo. In takrat, če so velike množice, ti lahko veliko inženirskega narediš na ljudeh in na njihovih obnašanjih, na njihovih vedenjih, na njihovih odločitvah. Tako tudi tista normalnost, ki jo je leta 1991 in kasneje predstavljala Evropska unija in še 2004, ko sem jaz nekako bil malo vpleten tudi v predsedovanje kot mulc prek Mladinskega sveta Slovenije oziroma 2007, ko je bilo tisto predsedovanje, sem čutil Evropo kot nekaj, kar je naš kažipot. Danes, se pravi nekje 17 let potem, je niti ne čutim več kot naš kažipot. Mogoče kakšno posamezno državo v čem še, ampak tako kot neko skupino držav, ki bi bile nam lahko zgled, bolj ali manj za vse stvari, kako stvar urediti,
je pa ne čutim več kot kaže pot. Tako da tudi evropska normalnost, za katero smo si tako prizadevali, ni več, je neke druge vrste normalnost. Po drugi strani pa tudi te naše inštitucije vedno bolj, vedno manj jim zaupamo in tudi standardi v njih so vedno manj, vedno nižji, standardi njihovega dela. Če pomislite, kaj si dovolijo v državnem zboru zdaj, ne vem, kakšne kršitve poslovnika ali pa kaj takega, ali pa včasih, je to kar velika razlika, ali pa kakšne druge inštitucije, kako se zlorabljajo. Se mi zdi, da saj ven ni prišlo, saj tako prostodušno ni bilo v 90-ih, da bi se te inštitucije toliko izrabljale in da bi bilo zaupanje vanje tako zelo nizko. Tako da imamo eno tako nevarnost, da postanemo pasivni opazovalci. In enkrat sem poslušal eno pridigo, kjer je bilo rečeno, da hudič, ena najboljših taktik hudiča je to, da nam govori, ne splača se, nima smisla, ne boš nič dosegel. Zato smo, se mi zdi, tudi mi kar pod vplivom teh stavkov in smo pač taki pasivni opazovalci, ampak morda gre pa vendarle za tole metaforo prepada. Tudi v političnih znanostih pa v sociologiji se uporablja ta izraz prepad med državljani pa inštitucijami. Se pravi, da so inštitucije na eni strani in imajo neko svojo pot, neko svojo profesionalnost, neke svoje postopke, nek svoj kazalnik, ki pa nima nič veze z neke svoje kazalnike uspešnosti, ki pa nimajo nič veze na drugi strani s aktualnimi potrebami nas državljanov. In se naredi nek tak prepad med inštitucijami na eni strani in državljani na drugi. Že pregovorno je bilo velikokrat rečeno, da je Bruselj tak, da je oddaljen od državljanov in da pol regulira velikost banane ali kaj že in tako naprej. In tudi v Sloveniji na nek način to vidimo, da določene inštitucije delajo po svoje nekaj, kot da niso občutljive za potrebe nas državljanov. Zdaj, če ta prepad prekucnemo navzgor, da bi bil vertikalno, dobimo pa neko piramido družbeno, kjer imamo na vrh imamo odločevalce, to so recimo javna sfera, spodaj smo pa mi, naše skupnosti, naše družine, in je prepad med tem, kar mi živimo v sferi skupnosti na eni strani in kar inštitucije odločajo in živijo te javne inštitucije na drugi strani. In ta prepad se v demokratičnih državah ponavadi premosti z enim zelo pomembnim mostom. In ta most se pa imenuje sfera civilne družbe. Torej imamo tri nekak pole odločanja, nekaj se odločamo mi, sami v naših skupnostih, nekaj se odloča civilna družba, nekaj se pa odloča javna sfera. Recimo primer z področja izobraževanja, imamo javno šolstvo, ki je v tej javni sferi in ki je podrejeno vsem tem javnim, pol imaš neko vmesno izbiro v civilni družbi, recimo ena taka je Zavod Svetega Stanislava, gimnazije Želimlje, vse škofijske gimnazije, ostale, pa tudi vse inštitucije neformalnega izobraževanja, se pravi tam, kjer se da neformalno znanje pridobivati, ali jezike, ali računalniško, ali tečaje, ali tako naprej. In pol še sfera skupnosti, to je pa tisto, kar se starši sami ukvarjamo s svojimi otroki, pa jih naučimo in tako naprej. Vedno svet deluje v teh treh sferah. In ja, sfera civilne družbe je most med javno pa med sfero skupnosti. In moja v bistvu teza za danes, glavna teza, ki bi jo predlagal danes v premislek je, kaj nam pomaga nekaj 10 političnih glav, če te ne slonijo na nekaj 100 civilno-družbenih glavah. Torej, kaj nam pomaga 10 politikov, če med politiki in nami ni 100 tistih, ki so v tej srednji sferi, ki so v civilni družbi. Če vam pokažem to malo bolj drugače, je to tako. Družbena piramida, recimo, zgoraj je oblast, so odločevalci, spodaj smo pa državljani, vmes med nami je pa prepad. In ta civilna družba je vse vmes. To je vse tisto, kar je širše od moje družine.
Tukaj sem že dal. To so običajno društva, zavodi in fundacije, 3 pravne oblike, a ne? Ampak lahko je pa to tudi današnji večer, ki je v okviru verske skupnosti, torej župnije, a ne, organiziran. Ali pa sindikat, ali pa čist neformalna skupina mamic, ali pa bratovščina mož, ki se grejo Exodus 90, to je tudi širše od ene družine. Ali da ne govorimo o župniji, da ne govorimo o, ne vem, nekih praznikih, ki jih neka lokalna društva se skupaj dajo in jih organizirajo, ne. Ta civilna družba je nekaj, kar naj bi zapolnilo ta prepad med državljani pa inštitucijami. In ima 2 glavni funkciji, kot vidite, a ne. Navzdol deluje storitvena funkcija. To pomeni, da ta civilna družba meni pomaga živeti. Skauti meni pomagajo izobraziti moje otroke. Exodus bratovščina meni pomaga rasti kot descu. Caritas meni pomaga skozi težke čase preživeti. Kolesarsko društvo, sam sicer nisem kolesar, sem bil pa tekač včasih, Živa voda, mi je pomagala osmišljati moj tek. Torej, navzdol deluje storitvena funkcija. Ali pa vsi vrtci, recimo ne javni, ampak te zasebni in tako naprej. Navzgor od civilne družbe deluje pa zagovorniška funkcija. To pa pomeni, da civilna družba oziroma nevladne organizacije tudi vplivajo na odločevalce, to je torej teh nekaj 100 glav vpliva navzgor na politike. Torej, da je civilna družba bolj blizu ljudem kot pa politiki. In to je pa zagovorniška funkcija civilne družbe, ki pa deluje navzgor, torej deluje proti odločevalcem, v smeri odločevalcem. In zdaj moje retorično vprašanje, ki ga morda veliko katoličanov globoko v sebi čuti, pa ga mogoče niti ne upamo izraziti, ali pa tudi ga. Če si katoličan, a ni tako, da ti morajo iti nevladne organizacije na živce?